20. marca bodo v občini Puconci potekale nadomestne volitve za župana. Za županski stolček se tokrat potegujejo 3 kandidati. Župan občine Puconci želi postati tudi Ludvik Novak, ki je občino Puconci vodil že v preteklih mandatih. Lepo pozdravljeni. Ja, dober dan, lepo pozdravljeni. Torej, gospod Ludvik Novak, povejte, zakaj ste se odločili za ponovno kandidaturo? Namreč prišlo je do neljubega dogodka, ko smo izgubili našega župana. Župan me je imenoval za podžupana in trenutno upravljam tudi funkcijo župana kot podžupan. In zaradi tega, da bi ta dela nadaljevali, ki smo si zastavili pod njegovim vodstvom, bi rad tudi dokončal. Namreč ostane še 2,5 leta mandata in bi bilo dobro, da bi to jaz dokončal, kajti ta program smo si zastavili skupaj za stranko in tudi z pokojnim županom. Torej, kako sedaj nastopate v tem predvolilnem času, če lahko tako povemo, s čim se predstavljate? To so drugačne volitve. To so nadomestne volitve, jaz nimam nobenih shodov. Če ravno enkrat protikandidat ima shode, jaz jih tudi ne bom. Obveščam ljudi prek letaka, ki sem ga dal že enega, kjer sem ljudi seznanil, da kandidiram, potem pa še enega s programom dela in tudi s tistim, kar smo v svojih 20 letih naredil, pa tudi v teh 21,5 letih, ko so skupaj sodelovala z gospodom bivšim županom. Kako torej ste si zastavili delo v tem obdobju, ki je preostalo še? Kakšen bo program? Moram povedati, da kdorkoli bo župan, bistveno razlik ne more biti. Mi imamo to namreč v razvojnih programih, kar bomo delali. Mi smo v lanske leto dokončali vodovodno mrežo v vseh vaseh, nadaljujemo za kanalizacijo in tako, da tiste stvari bo potrebno še naprej nadaljevati. Dejansko pa razvoj kmetijstva, razvoj podeželja, potem pomaganje pri mladi, šolstvo, vzgoja, kultura, šport. To so takšne stvari, ki tako ali tako moramo pomagati. Potem tudi pomagati našim društvom, ki delujejo na našem območju. Imamo eno smolo, kar se je zgodilo, pa vem, da to ni smola nas, občine, temveč naših društev, ko nam je teh majhnim društvom država predpisala te davčne blagajne. Potrebno je bilo namreč ta društva podpirati. To so društva, ki delajo z svojim denarjem, tudi z svojim prostim časom. Če konkretno povemo, gasilska društva so vedno dobrodošla, ko je država rabi za razne nesreče, vendar je pa tem gasilskim društvom pač naložila, da naj imajo še davčne blagajne. Namesto, da bi država bila rada tudi brez vsega, če bi več prodali, bi bile te gasilske veselice tudi kot ena turistična atrakcija. In če bi več prodali, bi tudi država dobila več z DDV-ja. Pomeni več davka, kot bo dobila sedaj. No, kot ste že prej dejali, občino ste vodili že v preteklih letih, nekako ste se v tem zadnjem mandatu umaknili, vendarle pa sedaj kandidirate, ne? Jaz sem zaključil pred 1 letom in pol. Nisem, če mi kdorkoli povedal, ne bi verjel, da mu sploh še kdaj kandidiral. To je pač takšna situacija, ki je tako naneslo. Žal mi je, da do tega prišlo. Jaz nimam ambicije kandidirati. 20 let sem bil župan. Mislim, da 20 let župan izmed teh, katerikoli bo kandidiral, bo težko to napravil. In v tem času moram povedati, da smo naredili tudi veliko. To lahko ljudje sami vidijo. In zadnje, kar je bilo najbolj takšno, je bila naša zelena dvorana. To ni bil mali zalogaj. In verjetno je ta zelena dvorana ena izmed zadnjih, ki se bo mogoče v 10 letih sploh kje gradila, glede na to, kakšno stanje v državi. Kakšni so morda odzivi na terenu od občanov? Je morda slišati, da bo udeležba velika? Bojim se, da udeležba ne bi bila velika. Zato apeliram na vse, da naj pridejo na volitve, naj izrazijo svojo voljo, kaj tako bo tista volja izražena vse. Če pa pride ena peščica, pomeni, da je potem izražena volja mogoče malo napačna. Uspešno torej 20. marca. Ja, hvala lepa.